Pozdravljeni, kako ste kaj? Evo, tole je nova epizoda oddaje Uživajmo v zdravju. Kje smo? Ali bo težko ugant? Ja, Lent je temle od zadaj lušten, ne? A ni lepo? Sonček, voda, galebi, račke, jadrnice. No, jadrnic je malo manj, danes jih ni toliko. Ne, saj ne. Nismo tukaj zato, da bi zležavali, tukaj smo še iz enega drugega razloga. In sicer ena zelo prijazna Štajerka nas je povabila na kosilo. In... še v šopnik moram prej. Živijo. Lep pozdrav. Veš kaj, po eno čokoladico sem prišel, ampak temna mora biti. Temna? Ja. Glej, imamo ta krokant, je z lešnikovo kremo. Veš kaj, bo eno škarlico dala, je prav? Ja, v redu. Ok, ta bo v redu. V redu. Ok. No, pol pa tu je črna čokolada z ingverjem. Ja, tole bova kar dala. Bova kar dala tole. Koliko dam? Ne 4 komade, pa ne bo različne oblike. Podaj pa še en srček, pa zvezdico, pa rožco. Rožca je, evo, eno to. Ja. Kaj še črnega? Pol imamo te rumove šalčke s črno čokolado. Kar lahko, ja. Koliko jih dam? Dve. Da se Pa pol je tu, glej, črna čokolada z marelice in lešniki. Super, kar še dve te. Dve te še. Fantastično. Hvala lepa. A bova aranžirala? Malo pa potrebno, da je malo lepše zgleda, ne? Super. Ojoj, pa sva bila zmenjena tukaj. Ne, zmenjena sva... Seveda, nisem vam pa povedal, komu sploh gremo danes, in kdo bo kuhal danes z nami v oddaji. Evo, to je Gordana Grandošek, plesalka standardnih in latinsko-ameriških plesov, zdaj še učiteljica, pa show dance plesalka, glavno huda frajerka. S čim vse se še ukvarja v življenju, bo pa zdaj povedala, pa koliko dobro kuha, bomo se sploh zavedati. Lep pozdrav, živo, Aki tukaj, malo zamujam, se opravičujem. Lahko grem kar? Ok, hvala. Lep pozdrav. Pozdravljen, kar izvoli. Hvala lepa. Ja, Aki, kje si bil tako dolgo? Ja, oprostno, veš kaj, zmotil sem se. Jaz sem mislil, da si še na treningu, pa sem bil pol tam, pa sem te hotel poklicati, pa sem pa ugotovil, da si kle. Zato upam, da se bom vsaj malo oddolžil za to zamudo s tole čokoladico, ki sem ti jo prinesel. Hvala, ne je bilo treba. Temna je, veš, taka, ta zdrava, ne bi bila. Super. Greva kaj skuhati? Akcija. Greva. Eno kosilce bo, si rekla, ne? Ja. Kaj pa bo? Torej, naredila bomo rižoto z grahom, potem piščanec pečen, zelenjavo, kuhano na pari in pa solato. Ok, super. Veš kaj, ti boš zdaj šefica, jaz se bom delal, da ti pomagam, čeprav te bom po mojem skozi motil. Aj prav? Pa boš kar govorila, kaj bova delala. Ok. Torej, začneva kar z rižem, bomo prvo skuhala riž. Dobro. Jaz sem htjela kar vsedel. Mali nož, veliki? Bo kar po moje zadost. Daj mi povej, čakaj, ti zdaj plešaš v eni teli skupini, ne? Tam sem videl na frižiderju, da imaš Burn the Floor. Kaj je to? Ja, v bistvu to je neke vrste plesni spektakel avstralske produkcije, ki ga sestavlja več različnih plesnih parov z celega sveta. In dva smo pa kot edina Slovenca. In v bistvu iz standardnih in latinsko-ameriških plesov, v kateri sem tudi tekmovala 8 let. Sedaj pa 7 let plešem v tem šovu. In potujemo po svetu. Dej, čistko,
na hiter, malo svoje naslove upiš pa povej, kaj malo sem pozabil že. A jaz tekmovanje? Ja. Ja, večkratna državna prvakinja sem bila, tretja na evropskem prvenstvu, ostalo pa različna prva mesta po tujini, večino po Evropi. Tako skromno, ne? Ja, malo. Ja, okay. Tamle klele frižider, ta tvoj frižider je fantastičen, to je super. Kje vse si ti že bila? Kle berem Las Vegas, Kitajski zid, Amsterdam, Lizbona, Južnoafriška republika, Singapur, Barcelona, daj mami še pomagi. V Avstraliji, Japonski, Kitajski, Japonski nisem tudi. Ali imam deklica? Tole, ja. Po Evropi, Monte Carlo smo bili en mesec s šolom. Točno, ti imaš tudi eno šolo, ne? Ne, plešem. Ti plešeš kje? Pod plesno šolo Pingi, še vedno. Sicer ne tekmujem, ampak še vedno spadam. Aha, članica. Ja. Aktivna članica. Ja, recimo. Kaj moram pa skoraj narediti? Tako na cekine jih narediti. Na cekine? Na cekine. Čakaj, moram škaj. Je ti prinesel še eno to dan? Ne, seveda, več pravno ne. To ti malo odmaknil. Daj povej, kje ti je bilo najlepše? Na Japonskem. Na Japonskem? Res? Ja. Zanimivo. Daj povej, zakaj? Zaradi tega, ker so čisto drugačni ljudje, zelo natančni, precizni, prijazni. A je bilo še kje tako, zdaj pa to povej, kje si pa najboljši jedla po svojem okusu? Tudi na Japonskem. A ja? Ja, zelo dobra hrana. Suši ali še kaj drugega? Suši pa tudi ostalo. No, rižek se počasi kuha, ne? Ja. Kaj zdaj na vrsti? A je tole? Ja, zemljava. Okay. Pa že vre, bova podala? Viš, kar ti dala? Aha, ja. Bo dal asistent, ne? Ja. Čakaj, bom takole lepo zložil. Grah se še kuha in na parju še kuhamo zelenjavo. Tada. Tukaj sva zdaj, okej. Da bo malo prišlo ven. Se dovoljna? Aki, pomočnik. Ja, no, ti si še... Ti moraš sodelovati. No, povej, kaj si s tem piščancem naredila? Popekla bo kavom in zraven dodala semena. Aha. Ja. Se pravi, ga ne boš nič več kako bi rekel, na suhem obdelovala. Okej, jaz sem tole vlupil, jaz mislim, da je dobro. A je to dobro? Takole zvezdica bo ratala. Super, okay. Malo krasno. Kaj boš ti zdaj še naredila? Zdaj bom še posodila. Daj povej mi, kaj najraje ješ od vsega kosila na svetu, kaj bi si ga lahko zbrala? Od vsega? Ja. Čisto odkrito? Ja. Špinačo, papir, krompir. A res? Ja. Kako napredujem? Ja, ti povej, ena slovenska grška solata. Super. Malce štorast, vidiš? Ja. Mislim, da te kar gre v redu. Ja, takole. Da se še mene koščki, da se še da malo pojest. Aha. Bova dodala semena, ki zelo rada jem in jih tudi uporabljam kot kruh pečem, domači kruh. A ja, ti tudi kruh pečeš? Tudi. Daj ga nam. Ja. Koliko še rab? Še kakšne 3 minute? Še kakšne 3 minute? Ja. Res? Ej, med temi 3 minutami, jaz na vhodu sem videl, da imaš te eno lepo obleko tam razstavljeno. Gre lahko pogledati? Ja, lahko. Gordana, to je ta obleka, ne? A to si sama naredila ali kako? Tole sem sama naredila, ja. Ljubiteljsko šivam tudi zraven. A ja? Se pravi, ne, da obleka naredi človek, ampak ti narediš obleko, ne? Ja. Na kaj moraš paziti pri tej obleki? Moraš paziti, da lahko hodiš, ne? Ali kako, da lahko sploh... Na tele večernji ne rabiš na nič paziti, da pač fajn zgledaš v njej. Na uni plesni, mislim. Na plesni pa je fajn, da je zašito, da drži skupaj. Zadnji del, ker imaš hrbet. Ja, ker noge pa zelo rada pokažeš, ne? Ja, Se pravi, so koliko dolge une oblekce? Tiste so pa malo krajše. Krajše, ne? Ja. A za svojega soplesalca tudi ti narediš obleko? Ne, za mojega plesalca pa ne naredim. Da si mora dati šivati. Si daš šivati? Ja, no vsej. Lahko bi dal tebi šivati. Ja, pa ne šivam za moške, ker je preveč monotono.
To pa je malo dekorativno, da se lahko malo izživljaš. Kdo pa je tvoj soplesavec? Bojan Fjesen. Koliko časa pa z njim že plešeš? Z njim pa že plešem okrog 13-14 let. Že, ja. Je zanimivo. Mi pa smo se... 3, 4, 6, 7, 4. A doma, če delate, da date zraven, to ni tako pomembno, da bi šlo ravno. Kako ti je ime? Blaž. Zdrav. Daj povej, kaj misliš o maščobah ti? Ne vem. A? Ne vem. Ne veš kaj? Recimo, v teh kokicah je kaj maščobe? Manje? Mečkaj, ne? Ja. Ok. Kako pa vidiš maščobe drugače tako? Ja, tule ob strani se vidi. Še pridite po zelenjavo. Matic. O, zdrav, Matic. Ne vem, povej, kaj ti veš o maščobah? Da so redilne. A ja? Ja. A pol kaj gledaš na to, kaj ješ, da ne zaužiješ preveč maščob? Ja, bolj sadje jem. A ja? Kaj pa hamburgerje? Imam tudi kaj rad, ja. Kaj pa pleskavice? Tist neto. Kaj pa pomfri? Ja, tist tudi. Kaj pa čips? Neto. Kaj pa pice? Ne. Kaj pa klobase? Kaj pa majonezo? Kaj pa kečap? Kaj pa pomfri? Ne. Nimam tako rad. No, kaj imaš pa rad? Recimo palačinke, Ja. pa rižev narastek, Aha. pa eno lončnico s klobaso. S klobaso, a? Prej pa nisi priznal, da jo imaš rad. Kaj ti ješ? Ne vem, sadje. Sadje? Kjerokoli sadje? Ja, Kaj še? ne vem. A gledate na kje, koliko je maščob kje? Ja. Včasih. Včasih? Kaj pa narediš? Ja, če veliko pustim, če pa malo pa vzamem. Dober tek. Kako Hvala. pa tebi ime? Jure. Živijo, Jure. Povej mi, kaj ješ? Ja, sendvič iz žemlje, Aha. pleskavice, krompirja pa bučk. Pa bučke. Ok, dobro si to naredil. Zdaj povej, kaj misliš o maščobah ti? Ja, preveč redijo, Aha. če jih pa v pravi količini poješ, je pa ravno prav. Kako vidiš, recimo, da ni preveč maščob? Ali pa kako sploh vidiš maščobo kjerkoli? Naprimer, tudi v hitri prehrani, ko je vse na hitro pripravljeno, je veliko maščob, pa ni to kvalitetna hrana, ker je hitro. Pa tudi vsak izdelek piše, koliko maščob ima. Kako skrbite za šolsko prehrano? Za šolsko prehrano skrbimo na naslednji način. Imamo lastno kuhinjo, ki je zelo sodobno opremljena. V njej za vse naše učence pripravljamo 3 obroke, vsi jedo malico, zraven pa še zajtrk in pa kosilo, seveda, če se starši s tem strinjajo in jih na to naročijo. Vse 3 stvari torej, mislim zajtrk, malica in kosilo, super. Tako, lahko vsak otrok pri nas dobi, če seveda to želi. Drugače pa tukaj vidim, jaz sem se tudi že malo rekreeral, malo upam, da se še bom. Imate en športni dan ali kaj imate?
Ja, vključujemo se kar v nekaj projektov in sicer danes ob tem tednu otroka teče takšen aktiven dan pod imenom Mi imamo se fajn, kjer naši učitelji skupaj z učenci pripravljajo hrano kar takole malce na prostem, se ob tem, jaz verjamem, zabavajo, tečejo pa še športne dejavnosti, kot sta košarka, nogomet, pa tudi badminton in tenis, mislim, da ste zraven. Aha, no to me še malo čaka, dobro. Hvala lepa. Mi imamo se fajn, pa peva. A lahko žoga? Hvala lepa. A lahko eno ekipo tudi dobimo? Gremo 3-3 eno vršt. Jaz pa, ali pa dva, samo dva, no. Jaz pa on proti dvema. Kdo se javi? Ajde. Prevzem. Evo, takole športajo, se prehranjujejo, pa telovadijo v Vojniku, ali na Vojniku, ne vem. Mi so pa že kleve nazaj. Pred finalizacijo najnih del, ne? Samo še fina dela so, samo še kozmetika je, ne? Točno. Povej, kaj malo za narediti kleve? Zdaj bomo pa še solato skupaj naredila. Ja. Boš kaj prirezala limono na pol? Tole polovico šrabla? Ja. Ok. To posoliva. Super. Zdaj se bodo tako vedri. Evo ga tako zarotiramo. Da isto kisa. Recimo, jaz sem zdaj tamle malo košarko zaigral. Moram povedati, da so me kar malo pretentali. Ampak tudi zelo rad plavam. In ko primem ven do sem zelo željen. Ja. Kaj pa ti, recimo, ti imaš eno predstavo, ti tam se vrtiš gordo, a recimo trening, kako se pa počutiš? Ja, v bistvu sem tudi žejna. Sicer pa za hrano mi pa še recimo kakšno uro kasneje. Čakaj, smo pole. Olivno olje, deviško. Povej, zdaj gremo že lahko res, ne? Kmalu, ne? Ja. Moram sam še pripraviti. Ja. No, ti bo asistent pomagal. Super. Evo, tako. Hvala. Ni pošto. Evo ga, bo pripravila. Ja. Zakaj pa 3 krožnike? Ja, 3 pa zato, ker imamo danes enega specialnega gosta. Fantastično smo naredila, se ti ne zdi? Super. Ja. Kdaj pa pride tvoja gostja, prijateljica? Mogla bi že biti tukaj. Evo ga, je že prišla. Moment. Dober dan, pozdravljeni. Pozdravljeni. Predstavljam ti zdravnico Jožico Mavčec-Zakotnik, strokovnjakinjo za prehrano in predsednico Cindi Slovenija. Jožica, povejte. Hvala lepa, hvala za povabilo. Ja. Zelo se bo prileglo. Kako smo naredila? Krasno zgleda, zelo lepo zgleda. Krasen piščanec, izgleda pripravljen zdrav, z malo maščobe, tudi kožo sta odstranila, kot vidim. Zelo pohvalno, koža vsebuje namreč zelo veliko maščobe. Tudi riž z grahom izgleda zelo zdrav. Primešala sta polnovredni riž z veliko rodnin, vitaminov, mineralov. Zelo veliko zelenjave na krožniku, skratka, temu bi lahko rekli kar zdrav krožnik. Kaj je to zdrav krožnik? Zdrav krožnik je to, kar vidimo, kar imamo tukaj, kar se tiče razmerja živil, ki sta jih pripravila, pomeni to, da je približno 2/5 krožnika priloga, recimo tukaj riž, lahko bi bil tudi krompir, testenine, 2/5 zelenjava in pa 1/5 manjši del krožnika pa meso. Aha, samo 1/5? Samo 1/5, namreč mesa ne uživamo pretirano, uživamo ga v zmernih količinah, zbiramo zdrave vrste, recimo 2-krat na teden, 3-krat na teden rdeče meso, sicer pa, kot sta vidva pripravila, piščančje belo meso, tudi kunčje meso je zdravo. Vsekakor pa vedno odrežemo masni del mesa in pa kožo snamemo. Res uživamo manjše količine mesa, približno 100 gramov na dan, to je približno velikosti
moje dlani, ne več. Tudi meso vsebuje pravzaprav skrite maščobe. No, skrite maščobe, ja, kako je s tem? To mene tudi zanima. Skrite maščobe so pravzaprav, tako bi lahko rekli, greh slovenske prehrane. Največ skritih maščob pojemo z mesnimi izdelki. Skrite maščobe so namreč v mesnih izdelkih, to so recimo različne salame, klobase, burgerji, tudi recimo v določenih jedeh, kot so pice, imamo zelo veliko skrite maščobe in to je ta nezdrava živalska maščoba, ji rečemo nasičene maščobe, ki so najbolj nezdrave za zdravje. Tako da priporočamo puste mesne izdelke, če že uživamo mesne izdelke, kot recimo piščančja, poranja, šunka, ne pa tistih delov, kjer vidimo na prerezu bele pikice. In tudi mleko in mlečni izdelki vsebujejo zelo veliko skritih maščob, zato je priporočljivo, da zbiramo vedno take puste oziroma tiste, ki imajo manj skritih maščob. Tako mleko, mlečne izdelke, kot tudi meso in mesne izdelke. Kaj pa te namazi, kjer je to vse še bolj skrito? Namazi ravno tako, pašteta, majoneza, razni mehki siri so tisti namazi, ki niso zdravju preveč prijazni ali pa koristni, zato se jih, če se le da, izogibamo, kajti namazi so bolj razvada kot potreba. A lahko sam še vprašam, kako je s temi vrstami maščob, nasičene, nenasičene, kako je s tem? Poglejte, največ nasičenih maščob imajo živila živalskega izvora, to so, kot sem rekla, meso, mesni izdelki, mleko, mlečni izdelki. Priporočamo pa bolj zdrave maščobe, to so recimo rastlinske maščobe, pa še med tem izbiramo. Kje se jih najde? Olivno olje najbolj zdravo, repično olje, oreščki, vidim, da ste jih tudi vidva dodala. Oreščki, potem pa seveda zdrave ribe. Mastne ribe se pravzaprav priporočajo, ker vsebujejo vrsto maščobe, ki so zdravju koristne. In recimo 2-krat na teden uživanje rib je zelo priporočljivo. Pa še priprava, ne? Ja, vidva sta, vidim, pripravlja ta obrok zelo zdravo, uporablja sta zelo malo maščob. Tako pri peki mesa, kot pri dodajanju, oziroma pravzaprav nista nič dodajala, pripravljala sta riž in pa zelenjavo v sopari. Dodajamo, oziroma odsvetuje se cvrenje, seveda, kar je pri nas tudi zelo priljubljen način priprave hrane. Ne cvremo živil, pohanje, pomfri, ni glih za zdravje, pa tudi za kalorije ni priporočljivo. Raje dušimo, kuhamo in raje na koncu dodamo žličko 2 olivnega olja. Tako da se da, malo z glavo pa se da. Čestitam, Gordana, vidiš, kako sva midva, oziroma ti, šefica, si lepo ugotovila. Zdaj pa, če to pojemo, ne bomo zaužili pretiranih kalorij, ampak kolikorkoli pač pojemo, je zelo pomembno, da se gibljemo. Da tudi porabimo, ne? Da porabimo. Ste vidva danes že kaj? Ja, jaz sem že mal, moram priznati, mogoče ne zadost, ampak obljubam, da bom še šel. Aj prav? Obljubam, da bom še šel. Gordana, pa tako ali tako? Ja, jaz sem pa zdaj imela kar naprej 14 dni treninga. Ja, a ćemo zdaj to mi pospraviti? Ja, zdaj. Želočke. Velja. Dajmo se lotiti. Zdravje. Da zdravje. 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 Evo, pa sem odlafal tako, kot sem obljubil. In kje je bilo to lepško, kar tlele v Mariboru, med 3 ribniki. In vam moram reči, po unem lahkem kosilu, nobene težave. Zdaj pa še delo za vas. In nagradno vprašanje. In sicer, v kateri hrani se skriva največ koristnih maščob? Ali so v oreščkih, ribah, rastlinskem olju, ali so v hamburgerju, čipsu, pomfriju, ali so v klobasah, paštetah, majonezi. Odgovore nam pošiljajte prek spletne strani www.vzivajmo.com, kjer pa lahko preverite tudi pravilne odgovore nagradnih vprašanj iz prejšnjih oddaj.
Pejte pa še na spletni forum in po vsaki oddaji v živo zastavite še kakšno svoje vprašanje. To je bilo za danes vse, se vidimo spet naslednji teden, ko bomo jasno uživali v zdravju. Čau!